Ribeze gojimo lahko v večjih oblikah. Ena oblika je gojenje v obliki grma, druga je gojenje ob opori, potem pa je še gojenje visokodebelnih ribezov. Ta gojitvena oblika je namenjena predvsem za dekoracijo, bolj kot za pridelavo. Seveda je pridelek ob taki gojitveni obliki tudi visok, ampak neprimerljiv z gojitveno obliko grma. Res visokodebelnega ribeza je v primerjavi z rezjo v grmu ali ob opori izredno zahtevna. Pomembno je vedeti, kaj imamo cepljeno, kakšno sorto črnega ribeza. Ali je to sorta, ki raste izredno pokončno, ali je povesava sorta, pri kateri imamo običajno več problemov z rezjo. Pristopimo pa takole. V grmu režemo do tav, pri visokodebelnem ribezu pa režemo na čepe. Ko pogledamo grm, moramo računati tudi s tem, kje bomo pustili čepe, iz katerih bo v prihodnjem letu imeli pridelek. Tukaj najprej odrežemo na en izredno vitalen brst, iz katerega se bo razvil les za prihodnje leto. Potem pa režemo, bi rekel človek, čisto proti pravilom rezi črnega ribeza v grmu. Odstranjujemo star izrojen les, ki je tukaj v tem primeru. Pustimo pa poganjke, kako smo prej rekli, ki so dolgi, vitalni, obetajoči. Tukaj bomo odrezali tudi tale, da ne bo tale poganjek, zato da bomo imeli čim bolj zračen tale grmiček oziroma krošnjo črnega ribeza. In to je pri temle grmičku oziroma pri temle visokodebelnem ribezu vse. Res rdečega ribeza, cepljenega na zlati ribez, je pa povsem drugačna, kakor pri črnem ribezu. Že takoj opazimo, da je bujnost tega grma mnogo večja kot pri rdečem ribezu in tudi pridelek je pri rdečem ribezu izredno mnogo večji kot pri črnem ribezu. Spet bomo pogledali, kateri poganjki so se že izrodili in bi bilo potrebno jih nadomestiti z mlajšim lesom. In če pogledamo tale poganjek, takoj opazimo, da je zelo veliko poganjkov, ki so izredno močni in se pravi, bo mogoče grm celo preveč obremenjen. Za razliko od črnega ribeza bomo pri tem rdečem ribezu delali izjeme. In sicer tole, pri rdečem ribezu lahko poganjke, enoletne poganjke prikrajšujemo. Kljub temu, da se tudi na rdečem ribezu lahko pojavi ribezova steklokrilka, je ta napad izredno redek. Potem bomo skrajšali tiste poganjke, ki niso obetajoči, v bistvu bodo samo gostili naš pridelek oziroma naš grm. Še tukaj. V zgornjem delu je ta del že izredno star. Če pogledamo brste na temle starem delu, so izredno redki, drobni, neperspektivni. Medtem ko so na tem mladem lesu brsti veliki in obetajoči. Jaz bom kar odrezala ta zgornji del rastline in jo pripravila za nekoliko spremenjeno obliko, tako da bo v prihodnjem letu pridelek kar boljši, kot je v letošnjem. Bo v letošnjem. Takole, to je nekako vse pri tem ribezu. Mogoče bi se še skrajšala tale poganjek, ki je nekoliko preveč obložen za to vitalnost. In to je to.